Na planine, vinožedne me srci, gledam z jasne visočine, kras slovenske bi zemlji. Lepšega nikjer ni kraja, kakor kraje vrh planin. Vselej radost me obhaja, ko se nam zbudi spomin. Oj, Triglav, moj dom, kako si krasan, kako me izvabljaš iz nizkih graban. Po letni vročini nastane vrti, da tam si spočijem samoti srce. Kjer potok izvira v skalovju hladan, oj, Triglav, moj dom, kako si krasan. Z aktivnostjo gorskega reševalca, inštruktorja Jožeta Žvoklja, pa je bila najprej bistveno oživljena alpinistična dejavnost, ob tem pa seveda tudi gorsko reševanje. Leto 1975, ki je bilo z nesrečo helikopterja v Vrdinah tudi zelo tragično za kranjsko postajo, je naša generacija prvikrat številčno sodelovala v reševanju. Težke izkušnje pa sta doživela tudi dva naša alpinista, ki sta se ponesrečila v severni steni Triglava. Reševanje v steni, po noči v dežju z nevihtami, je bilo dejanje, ki je tudi odločilo našo pot. V svojih alpinističnih vrstah pa smo doživeli tragedijo v Zimski Kočni, ko so reševalci prinesli v dolino Prijatelja Vinča. Danes, ko tudi uradno postajamo postaja Gorske reševalne službe Jezersko, na osnovi sklepa Komisije Gorske reševalne službe pri Planinski zvezi Slovenije 6. maja 1992, se postaji Kranj iskreno zahvaljujemo za znanje in izkušnje. Imenujemo Luka Karničarja za namestnika načelnika Rada Markiča in za gospodarja postaje Franca Zadnikarja. Osnova vsemu temu delu je seveda aktivno delovanje na hriborskem in alpinističnem področju vsakega posameznika. To pomeni velik korak, pomeni dosti odgovornosti, ampak potem, ko ste nam opisali svojo pot, potem, ko vas poznamo v vsem tem obdobju kot vestne člane in sodelovalce postaje Kranj v vsem njihovem reševalnem delu, mislim, da glede tega ne sme biti ne strahu, ne pomisleka. Liebe Kameraden von Jezersko, ich darf Ihnen zuerst einmal die Grüße unseres Ortsstellenleiters Ferdi Kovačič. V imenu izvršnega sveta ter štaba civilne zaščite iz Kranja vsem skupaj iskrene čestitke za to, bi rekel, izredno pogubno dejanje. Čim prej probajte tudi zvone, Korenčanje, tata mata za te stvari, pa ne Marja, da boste dobro svojega inštruktorja tudi
za letalci mu poskrbeli, pa bo. Reševalne akcije so tak težek, prešvican, žal doskrat tudi krvav del. Jaz, če bi rad padel v hribek, potem moram padati v moj strn ali pa na Jezersko. Na skupnost smo pač jezerjani vsi, trudili se bomo vseh močeh, da bomo pač pomagali in skupaj delati, kot smo začeli. Mislim, da uspehi oziroma reševanja človeških življenj bojo tista, pač, ki bojo osnovna. Vse čestitke temu dejanju, ki ste ga hrabro prevzeli nase, tudi to veliko odgovornost. V okviru delovnega mesta, ki ga imam, pa vam lahko podarimo 1 uro helikopterskega letenja. Jaz imam pa tudi nekaj brskam, ker sem že star in imam nekaj železja doma, evo, ker je postaja je ženskega spola, mašnica je rdeča, v škatli je pa nekaj titana in jeseniškega kovanca in en marva vijak. Sodelovanje je bilo, zdaj pa mislim, da bo še bolj prisrčno. Izročam vam skromno darilo, ker v začetku najbrž nimate tako hodovnik opreme v verjetno vsakega Dolgoletnega in našega pravzaprav mentorja Joža Žvoklja, tako ne rečem, proglasili za zaslužnega člana naše postaje. Svariva sam te pobač moj, od lumpanja te vzel slovo. Al te pa nisme slišal, utabanal so visel. Vse bom pobrava, kar imam, potem pa pojdem kam drgam. Ti greš pa zdolžno kajžo, cigajnarjam na rajžo. Jaz bi rad cigajnar bil, pa rdeče kape naj imam, rdečo kapom že dobil, pa pušeca še naj imam. Ti-da-la-la, ti-da-la-la, ti-da-la-li-la-la, ti-da-la-la, ti-da-la-la, ti-da-li-la-li-lo.
Slovenijo je danes pretresla tragična vest. Slovenske gore so zahtevale 5 življenj. Okoli 11:30 se je med vajo gorske reševalne službe v Savinjskih Alpah pri Turskem žlebu zgodila huda nesreča, v kateri je umrlo 5 izkušenih gorskih reševalcev. Rado Markič, Luka Karničar, dr. Jani Kokal, Mitja Brajnik in Boris Mlekuž. Gorska reševalna služba na Jezerskem je izgubila kar 2 svoja člana. Luka Karničar je bil načelnik postaje Gorske reševalne službe Jezersko in dolgoletni gorski reševalec letalec. Kot eden od članov znane družine Karničarjev je vse svoje življenje posvetil goram, tako kot vsa družina. Udeležil se je številnih odprav v tuja gorstva, v številnih najtežjih reševanjih je bilo nenadomestljivo njegovo izjemno poznavanje domačih gora, ki ga je kot vzor in vzgojitelj posredoval tudi mladim, in njegove dolgoletne izkušnje pri reševalnem delu. Tudi Rado Markič je bil član postaje Gorske reševalne službe Jezersko. Bil je izkušen gorski reševalec, alpinist in smučar, ki je presmučal vrsto zahtevnih smeri v gorah, čeprav se ni loteval najbolj tveganih podvigov. Rad je imel naravo, ki jo je v vseh njenih podobah ohranjal kot izvrsten gorniški fotograf. S prijatelji se je pred kratkim vrnil z alpinistične odprave v Južno Ameriko, vsem pa ostaja v spominu kot požrtvovalen reševalec in zanesljiv tovariš v navezi. Ko smo na Okreša izgubili Luka pa Radota, smo bili kot družina postavljeni pred eno zelo težko nalogo, za katero se niti nismo predstavljali, da jo bomo zmogli speljati naprej, ampak očitno nam je dobro ratal. Po 30 letih lahko rečem samo to, da je GRS Jezersko bi težko nastal drugače, kot je, da je Luka ta voz zastavil in ga potegnil naprej. Predvsem je pomembno, da se spočitne. To je osnova.
Had to have a look in the back direction, the rope, two ropes, and here, for example, I can cut. Yeah. And we'd like to. Težko je tole težko. Kar je štrika. Da je to ne malo hotel imeti gor. Na srečem smo to že gledali. Ja. Tema kamerja. Daj mi nekaj pod glavo malo. Ne ti, on me je... Ja, čelado. Fajn, dobro ste zdržal. Ja. Se primemo za popkovino, kanam stopimo naprej in odkorakamo. Sem vzel težo, zadaj, parijo preden vi spustite, ne? Porinite noter. Okay. Začnemo. Boli me pa vse me dol, boli tam. Au, boli. Au! Redu. Koga od 3, 4, daj. Ajde. Čist dol ledveno me pa ful, au, boli. Je to dober za helikopter. Halo, halo. Znači, on kar spi. Hrbet je super, da ste povedali, ostalo te pa hoj. Liči dol, liči dol. Tu pobedi, 30. Dajmo. Defibrilator. Vse fraj. Defibrilator dija. Ja, je. 30. Super, hvala. Super, hvala lepa.
Bravo, pa gremo na 3-4 daj. Star sem. Matram se še zmeraj, to zdaj na stara leta počne. Tega zida, še, pa desna ga. Andrzej Schenka, his winning time is 5 hours 23 minutes. More than enough to earn another first place for Slovenia. Morje, ej. Tuk so med. Andrzej Slovenia. Načeloma vas samo rama. Vamos Slovenija!
Piacevole tutto, sempre bene. Quindi la Slovenia, altro podio per la caporal maggiore Alessandro Scito. Alessandro, vediamo sul massimo. Vincitrice del trofeo. Ed ora, signori, Klemen Dolisek, Matej Tomaszek. Tega se je pa že kar nekaj nabral. No ja, se 30 let tudi ni tako malo cajta. Upam, da bomo še naprej takole uspešni. Sonce vsa naša pot.